30. obletnici, ob tem pomembnem jubileju tako za Slovenijo kot za Hrvaško, ko praznujemo tiste najpomembnejše, najusodnejše odločitve v zgodovini obeh narodov, bi lahko imeli zelo dolge govore, ne, še posebej tukaj na Otočcu, kjer smo se srečevali velikokrat, prvič v času, ko smo bili še demokratična opozicija v Sloveniji Demos in ko je Hrvaška demokratična zveza oziroma skupnost takrat tudi orala ledino demokratičnih sprememb na Hrvaškem. Zdaj po prvih svobodnih volitvah v obeh državah, takrat še republikah bivše Jugoslavije, je to sodelovanje preraslo v sodelovanje med dvema vladoma, med dvema demokratično izvoljenima oblastema. In prav tukaj na Otočcu je bilo veliko teh srečanj, tako na vladni ravni, še več pa na ravni oziroma medsebojnih srečanj posamičnih ministrstev oziroma resorjev, še posebej obrambnega in notranjega, kjer je bilo to takratno sodelovanje usodnega pomena glede na pričakovano razglasitev samostojnosti obeh držav in seveda na pričakovano reakcijo iz Beograda. Naj pomenim, da se je v tem gradu srečevala tudi takratna opozicija iz obeh držav, recimo junija leta 1991 so se tukaj zbrali predstavniki strank, ki so bile naslednice nekdanje zveze komunistov iz Slovenije, Hrvaške in Bosne, in sklenili ter tudi javno razglasili, je bilo polno v takratnih medijih tega, da je za njih osamosvojitev sprejemljiva samo, če se takoj potem spet povežemo v nekdanjo Jugoslavijo. Zdaj, zgodovina je te nebuloze postavila na smetišče, zato se tistih dogodkov nihče ne spominja in jih skušajo čim prej pozabiti. Dočim je sodelovanje v korist osamosvojitve, v korist dobrega obeh narodov nekaj, kar se splača spominjati, in v ta namen smo se danes tudi tukaj zbrali. Prej je bilo omenjeno, da sta se obe vladi pod vodstvom predsednikov Gregoriča in Peterleta srečali tukaj tudi v začetku novembra leta 1991, pred skoraj natančno 30 leti. Bil sem član takratne slovenske vladne delegacije in je bil to nek res poseben čas za Slovence, nekoliko bolj prazničen, glede na to, da smo se dober teden prej znebili ali pa slab teden prej znebili zadnjega jugoslovanskega vojaka z našega ozemlja in smo pravzaprav bili prvič svobodni v tem smislu, da ni bilo tuje vojske na našem ozemlju. Na Hrvaškem pa se je takrat ravno odvijala zgodovinska bitka za Vukovar in za Slavonijo, ki smo jo vsi pravzaprav ne samo dnevno, ampak po urah spremljali. In tudi na tem sestanku smo se veliko pogovarjali o tem, tudi o tem, kako pač pomagati Hrvaški, potem ko je Slovenija v preteklih mesecih svojo suverenost praktično obranila. Bilo je na mizi tudi polno drugih vprašanj, ki smo jih reševali, od gospodarskih, trgovinskih. Treba je bilo urediti mnogo stvari, potem ko smo oboji razglasili samostojno državo. O tem bosta več verjetno povedala takratna predsednika vlad. Spominjam pa se tudi, da smo z zanimanjem poslušali oba predsednika takrat, ki sta vedela največ o tem, kako se nam že nasmiha mednarodno priznanje. To je bila v tistem času, lahko bi rekel, najmočnejša luč, ki je svetila na ta kraj. In teh novic so bili željni tako kot Sahara vode, ker smo pač vedeli, da z mednarodnim priznanjem pride tudi povsem drugačna situacija, ko bomo lahko za dobro obeh narodov dobili tudi neposredno
formalno pomoč od drugih. Naj zaključim z tem, da smo se takrat v tistih zelo zahtevnih časih, da ne rečem usodnih časih, zavedali dejstva, da smo Slovenci in Hrvatje dva prijateljska naroda, ki tukaj od nekdaj živimo brez tega, da bi bili kadarkoli med seboj v vojni. Malo je takšnih situacij v Evropi, na žalost, in tudi tisto sodelovanje v najtežjih časih je ta občutek, da je dobro imeti dobrega soseda, samo okrepil. Veliko vprašanj smo takrat rešili, danes je to že vse pozabljeno, ker se zdi to samoumevno. Nekatera vprašanja so ostala še odprta, vendar vsa ta vprašanja lahko v prihodnosti rešimo na podlagi dialoga in dobrega sodelovanja ter prijateljstva, ki se je kovalo tukaj tudi pred 30 leti. Vesel sem, da lahko danes te spomine obujamo v prisotnosti predsednikov takratnih vlad. Velikokrat smo vprašani, kako lahko primerjamo današnji čas s tistim. Tudi danes je veliko izzivov, nenazadnje na to kaže tudi to, da še vedno nosimo zaščitne maske v tem boju z epidemijo, ki pa še ni končan, ampak kljub temu je čas v veliki meri neprimerljiv. Slovenija in Hrvaška sta danes članici Evropske unije in zveze NATO. Smo v nekem prostoru, ki je v smislu varnosti in blaginje daleč od tistega, daleč naprej od tistega, iz katerega smo takrat izhajali. In naj zaključim z globokim poklonom vsem tistim, ki so pred 30 leti za to, da se lahko danes svobodno spominjamo prijateljskega sodelovanja iz tistih časov in da lahko ta spomin obhajamo na tleh samostojne slovenske države, da se poklonim tistim, ki so za to dali največ, to je svoje življenje, in ob vseh teh dogodkih se jih moramo vedno spominjati. Hvala vsem, ki ste danes tukaj v počastitev tega spomina. Želim vsem skupaj, da ta spomin ne zbledi tudi potem, ko bo 30. obletnica minila. Gre za neko trajnostno, vrednostno središče obeh narodov in prav je, da ga ohranjamo. Hvala, ker to delate skupaj z nami. Hvala lepa.